Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Brez potice ni praznikov. Na mojem seznamu najboljših sladic na tem svetu je potica pravzaprav na prvem mestu. Ampak danes vam bomo predstavili možnosti, ki so povsem brez glutena in zdaj boste rekli, ja, brez glutena, to je tisto za celjakaše. No, ne samo za celjakaše, tudi za vse tiste, ki želite uživati hrano brez glutena. Kaj pridobite s tem? Ogromno. Vaše črevesje vam bo hvaležno, prebava bo boljša, celo različna vnetja v telesu, ja, ne bodo se več prižigala, tako da hrana brez glutena je vsekakor še kako primerna za sodobnega človeka. In evo, danes različni pripravki in tudi različni načini, kako lahko ustvarite tudi brez jajc. Vse izdelke vam bomo tudi predstavili. Jaz sem šopingirala na prema.si in našla vse, celo margarino, pa še, torej povsem brez glutena. Danes pa je v moji družbi slovenska superzvezda zdrave hrane, Kamala, lepo pozdravljena, dobrodošla. Lepo pozdravljena. V čast mi je, glede na to, da vem, da si zadnje čase zelo zaposlena, imaš izjemno restauracijo, ustvarjaš blagovno znamko, vse približuješ ljudem in wow, bravo. Hvala. Bravo. Za povabilo, hvala za lepe besede, tudi enako bi lahko rekla zate, a ne? Hvala, ker si opazila. Opazim vse, take lepe učke, velike vse opazijo. Predvsem pa opazim, da uporabljaš nekaj, kar pomeni, da je višji, da se ljudje imajo rajši, če jejo take stvari. Zaradi tega, ker s hrano, kako bi rekla, največkrat v bistvu tlačimo pa tiščimo svoje občutke, ne? V bistvu zase pravim, da sem nekoč bila čustveni gurman in pravzaprav zdaj praznike, ko so vse čustva na pladnju, ko pravzaprav smo v nekem lockdownu zaprti, zdaj bi sam jemo in super in prav je, ampak lahko tudi jemo še naprej, ampak jemo sestavine, ki so v bistvu bolj prijazni našemu telesu in poskrbijo za boljše počutje. Januarja ne bo telo tak visok račun izstavil s kilogrami, pa s slabim občutjem. Lahko s kilogrami, vedno, ker vse fiska, ko kalorije vnesiš. Se veste, a ne, želoček je to pa bi rekla, da ne drži, da če ješ zdrava hrana, ne, pravzaprav se ne smeš prenajedati. Prenajedati, okej. Torej, tisto, kar damo, da pa vendarle je kvalitetno. Tako. Zdaj, prinesla si nekaj tako zelo že pripravljenega, tako zelo privlačnega in se sploh ne morem verjeti. Lahko bi bila torta. Potica, marmorni kolač je lahko, pa še ta, kako se reče, panetone. Ali pa giant muffin. Tako, odvisno za koga, ja. Kar pa je pomembno, pa je to, da je v bistvu narejena kompletno iz teh sestavin, brezglutenska in je celo primerna za diabetike, kajti sem uporabila za sladilo sukrin, ki ima na 100 gramov samo 2 ali pa 3 kalorije. Čarobnica! Čarobnice, hvala! Odlično, ampak še tole sicer traja nekaj ur. Tako, in ker imaš ti improliga tukaj, a ne, smo rekli, okej, to načeloma vsak zna, če pa ne, pa malo pogoogla oziroma pogledajo naš recept, ki sem dala točno navodila, kako sem to jaz uporabila. Zdaj pa želim pokazati ljudem, ker to je moj čar, ne, da pravzaprav, da iste okuse, ki so tukaj in iz istih sestavin jih pripravijo na majčken drugačen način v 5 do 10 minutah. Se pravi, tole boš uporabila za sladico. Tako, sem prinesla, da nas zdravimo. Jaz sem pa mislila, da bo šampanc, pa sem rekla, pa lahko mu rečemo, da je šampanc. Odlično, sem mislila, da bo sam kokosovo mleko. Bravo, ti kar mi daj kar kokosovo mleko, da mi začnemo. Dame in gospodje, oficialno bomo delali prvič za vaše ušesa, še dovolj za naj, tako, dovolj, okej. Torej, uporabljali smo seveda ekološko kokosovo mleko, to je pomembno, za pitje, je pa tudi za kuhanje, ne? Ampak to je pa za kuhanje, to ne bo nič kuhanja. In to je čarobna moka, ki je za piškote in je tudi primerna za potice. To je v bistvu piškotna potica. Kaj rabiš? Škarice, bravo. Ti si najboljši šef apprentice, vajenec, šefov vajenec. Te pa takoj pridem, lej. Dobrodošla. Evo, kakšno majhno, to je kakor da je od Alice in Wonderlanda, ne? Ampak je čist dovolj. V glavnem, kaj bomo zdaj naredili? Zdaj vam bom kazala, da iz te moke lahko si delate brezglutenskega pudinga. 1 žlica do 2 moke zadostuje
ker se bo segrelo, v 5 minutah se bo zgostilo, tako da 2 majhne žličke je čist dovolj. Tukaj bi pa jaz dodala mojo proteinski miks, ki je v bistvu brezglutenski, je sestavljen iz pražene čičirikine moke, kokosove, kako se reče, vidiš toke, kokosovo moko ter muskovado sladkor, ki je fermentirani trsni sladkor. Se veselim, cake pop se bom delala te dni iz tega. V kuhinji mora zelo paziti, biti pozoren, ker zelo rada se prismudi. Prismojeno se super v slanih jedeh, ne pa v sladkih. Tako da zmanjšamo. Evo, zdaj pa kar lahko naredimo, tole samo zmiksamo, torej vsi imate doma nek blenderček, mikser. Evo, kaj imamo še, mogoče vaniljevega ekstrakta dodamo, ne? Vaniljev. In to je ekološka vanilja. To je v bistvu draga kažafrana, ne? Tole je draga kažafran, ampak vredna vsake kapljice. In veš, kaj sem slišala, da zna biti še celo dražje v prihodnosti, ker Madagaskar je imel neke težave. Tako da vanilja je tudi odličen afrodizijak in jaz obožujem vaniljo in malo se kar drogiram s tem, tako odprem pa voham. Tako je, in samo zmiksate. Zakaj miksam? Zaradi tega, da zmiksamo ta kokos in čičirik in da pride bolj gladka zmes. Tako bo bolj fina na ugriz, na naše drobončice. In tako vmes, ja, to delate. Dosta. Zdaj pa ena finta, šefovska, kje je mleko, ki si ga odprla? Tlele. Evo ga, bravo. Če ne želite, da se vam stvari prismudijo, rabite narediti eno emulzijo, kako se reče, tekočino, ker potem lažje, oziroma ne bo ta moka se prejemala. Bo lažje povspucati. Tako, ne, se ne bo prejelo od spodi. Aha, dober je, okej. Evo, zdaj pa. In to je to. Zdaj bo to puding. In zdaj, ker vsak puding, kaj je potrebno? Mešati. Načeloma 5 minut, to pomeni, da vse sestavine, ki so v teh produktih, se obdelajo. Moja čičirikina moka je že pripražena, torej protein ne bo napihoval. Kar je zelo, kako se reče, problematika. Ko vsi pravijo, drum and bass party sem imel, pa ni bil petek, ne? Aha. To mi je všeč, ker ne bi rada slišala. Jasmina, si spet noseča. Ne, nisem. Super. To mi je všeč, to mi je zelo všeč. Med tem časom jaz pokažem, da če boste počeli, pripravljali karkoli, kar potrebujete, jajca, ni nujno, da dodate jajca, lahko poskrbite tudi za takšnimi pripravki, recimo tole je nadomestek, brez jajc, mleka, glutena in soje, krasna zadeva, celo margarino imamo tamle od Vitaquela, ki je tudi, je pa ni margarina, ne? Je pa ni margarina. Je maščoba. Fajn se ti gosti. Pa gledaj, pa zato sem šef, kamala, ne? 1, 2, 3. In to je bešamel, iz tega lahko tudi slano naredite. Bešamele razno razne. In zamislite zdaj zelenjavni narastek. Ja. In bešamel, ki ima 10 barv. Enkrat je korenčkov, enkrat je zeleni špinač, enkrat je z rdečo peso, enkrat je s kostanom barjev, enkrat je s prepraženo čebulo, ki vsi imajo radi Ja, gledajte, kako to ratuje, ne? Fantastično. Torej, ti zdaj ustvarjaš izjemne recepte v Gourmet Vegan v centru Ljubljane. Na Nazorjevi ulici 3. Na Nazorjevi. To je ta oska, tam pri unmu hotelu, ko ga vsi poznamo. Zraven gledališke pesaže. Tako. Dobrodošli. Tja radi zahajamo in fantastično. Vsak dan imaš drugačne recepte in to take neklasično veganske. Ja, in neklasično v bistvu nikjer ne pašejo. So čisto moji, zaradi tega, ker verjamem, da približno 80 000 obrokov ne bi človek imel v toku življenja. Mi pa jih jemo 8, pa 18 maksimum, a ni tako? Fižol, leča, pomfri, krompir, tenstana, pa neki, viške, 20 maksimum. In moj cilj je, da pravzaprav zgodba Gourmet Vegana, da vsakič, ko v bistvu nekaj skuhamo, čez 20 let bomo videli, da smo naredili toliko različnih sendvičev, toliko različnih juh, toliko različnih toplih skled, toliko različnih potic.
In pa bomo rekli vesel Božič in srečno novo leto, naj bo drugačno. Fantastično. Se pravi, da ne nabijamo skozi ta riž pa tak naprej, a ne? Zakaj so te sestavine v gostilnah načeloma? Zaradi tega, ker so najcenejši, če smo iskreni. Zaradi tega, ker pač nekaj, kar je 10 centov kila in nekaj, kar je organik, je malo draže, pač si me vprašala, odgovorim, ne, kaj je moje mnenje. Zaradi tega je tudi, se mi zdi, da v bistvu hrana je največja trgovina. Karkoli se zgodi, mi jemo. Jemo. Tako. Samo kaj jemo? Kaj jemo je dobro vprašanje. Velikokrat smo v oddaji Klepet ob kavi že govorili, da matematika, zdrava hrana je dražja, zdaj pa ne bomo kupovali, bomo rej tisto cenejšo, da ta računica ne zdrži, kaj ti plačali bomo s svojim zdravjem. Torej, na dolgi rok to ne zdrži, potem zapravimo več za vse ostale zadeve, zato da si povrnemo zdravje in to za naš organizem vsekakor ni dobrodošlo. Sicer pa ni to tako zelo dražje, nekatere stvari so lahko celo bolj preproste, potrebujete manj sestavin, tako da preglejte, preverite, ponudbe je dosti. Jaz sem vse tole nabavila na prema.si, Kamala je tudi nekaj prenesla. Fantastično. Jaz sem prav navdušena nad njihovimi produkti, oziroma to so univerzalne produkte, ampak res so lahkotnejši. Vidiš, v bistvu jaz dam en nasvet. Kako veš, da ti je produkt res visoko kvalitetan? Takrat, ko pomiješ posodo, v katerem si produkt obdeloval, gre z lahkoto dol iz pladna, ponve, ali pa karkoli. To pomeni, da se tudi to zgodi v našem telesu. Fantastično. Evo. Mi tale trenutek preverimo nekaj aktualnih dogodkov, ti še malo pomešaš, pa malo pošejkaš. Pa bomo potem servirali, dekorirali. Vabljeni na meditacijski vikend, ki je namenjen začetnikom, tistim, ki želite meditacijo vključiti v svoj vsak dan. Nadvse se veselimo. Znova poudarjamo, za začetnike. Vabljeni na pogovore z angeli. Enkraten dogodek, nenavaden, a vendarle izjemen. To je nekaj, kar moraš doživeti. Šef Kamala danes v moji družbi in miksa, šejka. Pripravila je neverjetno potico, ki mi je še ni dala za probat, ampak pripravila mi je pa, kaj bo pa tole? Kozarčke življenja, ki je sladička potička v tekoči obliki. Sladička potička v tekoči obliki in to brez glutena. Tako, proteinska brez glutena. Tako, letošnji božič naj bo brez glutenski. Tako, kokosova čokoladna bo. Evo, kaj zdaj naredimo? Za da ne poči steklo, dodajamo po kapljico oziroma delno. Ja. Ta sladička bo najboljša, ali pa ta efekta, veš, ko se zadimi, ne? Tako je. No, v glavnem po občutku. Zdaj pa, zadaj imamo dvobarvno. Zdaj bomo dodali tukaj samo kakao. Torej, v enem loncu naredite več. Ja, to mi je všeč. Jaz zmeri strateško gledam, da čim manj loncov uporabim. In zdaj, da vam ne ropota, morate malo v rokah držati. To je, veste. Vedno mešate v desno v urinega kazalca, ker tako dajete hrani energijo. V nasprotnem primeru jo vrnete malo nazaj. Tako da nikoli tako mešano ne delati, ker potem tudi ljudi ne vejo, kaj bi s tem, ker zavest kuharja gre vedno v hrano. Tako, se pravi, če si ti slabe vole, ne bo šlo. Ampak, če si pa ti dobre vole, se pa to občuti. Ja, tako. In ti si zmer dobre vole? Nisem. Ok. Ampak se pa potrudim. Evo, poglejte. Hvala za iskrenost. Ja, tole je taka brezglutenska pregreha, da... Tako. Tole samo v hladilniku dati in je pripravljena, kadarkoli nekdo pride. In ga impresioniraš do konca. Evo. Ker zdaj je veliko familij, ker vsaj eden ima neke svoje finte. Vegan, brez glutena, alergije, take in drugačne. In s temle res presenetiš. Ja, presenetiš in ta naš čarobni miks, ker je pravzaprav prepražen, že obdelan. Je brez laktoze, brez glutena, brez konzervancov in 16% proteinov. Tako, ker telo potrebuje proteini in rastlinske proteini se ne uporabljajo v take velike količine, kakor si zaslužijo. Ja, si zaslužijo. Evo, to je to. A rožice sem doma pozabila. Pa dober je, ti si cela rožica. Čakaj, nekaj bomo že najdle. Koliko imam še? Minutko? Maš. Lej, super zgleda.
To je to. Kako si poimenovala tole? Sladička potička. Sladička, potička, lepotička. Lepotička. In preverimo trenutek resniče, če je ta lepotička tudi lepotička noter. Noter, a ti imaš ta, ali jaz? Ne, kar dej, lahko pa skupaj na Vedno poroki. v kuhinji, kolikor kuhate, zaradi tega si malo olajšate, veliko je za pospravljati. Večinoma časa se pospravlja, kolikor se kuha, a ne? To se vsi zavedamo. Sem mislila ti res zjutraj, da eno žago pripravim. Všeč mi je, ker mama... Kaj damo na pol, ali ne vem kako, zdaj sem malo tremo imam pred njo. Joj, šefka Ne, mana, čakaj. se pa ti veš, kaj boš naredila A z njo. dobro, jaz vedno naredim to, kakor se počutim. Čakaj, kaj sem rekla? Piškotno testo je, taka, to je Piškotno piškotek. testo, to mi je všeč. Vidiš, Se pravi, koliko sva imeli. pripravila si jo Drži. brez glutena, Drži, da mu spredi nam bo padla. okej? Ja, brez Kaj, glutena. res hočeš, da ti jo Ja, držim? brez afrikanci. Aha, okej, v Zaradi redu. tega, ker rabim, je malo teže na temu, kako se Aha. reče, krožniku jo rezati. Pa vse smo te videli, ti se znajdeš v vsakih Pa okoliščinah. da, je malo pravim jaz, primete z rokicami, zaradi tega hrana, ki se dotika z rokami, je bolj energetsko polna. Se veseliš, a ne? Veselim, Evo. veselim. En Hvala veliko lepa. za tebe. Najprej voham. Fantazija. Tale testu. rumena, to je... Kurkuma. Kurkuma. Človek bi mislil, da je od jajc. Ni jajc, ni panike, jaz pravim. Kremasto. Fantastično. Pa ne presladko? Fantastično. Ne. Pa ne sme biti, Ne. ker tako več lahko pojeste. Ja, a ja? Ampak ta je pa posebej brez greha, zaradi tega, ker suhrin ne vznemira sladkor v krvi in ker nima veliko kalorij, samo 2 do 3 kalorij na 100 gramov, kar je primeren kot sladilo za vse nas. To pomeni, da nas hitro ne dviguje pa spušča, ampak lepo uživamo in se dobro počutimo. Tako, nismo na to bogano. Recept lahko vidite tale trenutek, torej tole je primerno ne samo za celjakaše, ampak dejansko tudi za diabetike in vse ljudi, ki želijo bolj zdravo živeti v smislu, da nimajo potem prebavnih težav, da jih ne napihuje, vsi, ki imate težave s ščitnico mogoče, nujna zadeva, kaka osteoporoza, revmatoidni artritis, vsa ta vnetna hrana nič ne zboljša, ampak samo še poslabša stanje. To pa so takšne stvari, ki bi si jih lahko privoščili. To pa sploh nimate časa jo v bistvu rezati, takole si jo lahko razdrobite, Ja, ali ne? ja. Enkrat drugače. Odlično je in polno tudi beljakovinsko, nekaj se dala čičeriko noter, ne? Super. Daj pa bom ti lahko probala. Zvečer, A ja? da se še malo spomniš. A pa tudi zdaj. Evo, komot. Zvečer. Ne, ajde, enkrat. Zvečer. No, dej. Izvoli. Kak pa moram tak, da vse Zdaj moram zajamem, drsati, kao, ne? ajde, ja, ne. Ti si pa res dama, Pravi food kritik je povoh. Wow, ful dobro. Top. Jaz se sem pa skladi? ljubitelj pudingov. No, evo. Super. Navdušila si me, kakor si me lahko. veseljem. Nad pričakovanji. In sladica in vse te stvari. Tako da, wow. Še veliko stvari bomo slišali s tvoje strani, predvsem pa na misiji, da malo bolj zdravo začnejo ljudje živeti, ne? Ja, da pravzaprav, da ljudi začnejo štekati, dojeti, da ni jajc, ni panike. Ne? Da pravzaprav v življenju ne iščemo nič drugega kot samo okus. In če stvari začinimo, ali pa so dovolj okusni, potem nas ne moti, a so jajca noter ali niso jajca, je kos mesa, ali pa je kos tofuja, ali pa tempeh, ali pa enostavno fižola, ne? Ker če je stvar dobro začinjena, pravzaprav prva stvar pride je brbončice, dobro je. Pa nič ne rabi umreti na ta račun. Ne rabi umreti. Odlično. Torej, živeti zdravo, z naravo, to je tisto. Še kaj več najdete na klepetopkavi.si. Dober tek.